Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Vi ste najstarejši svetnik v občini Radovljica in vodite današnjo konstitutivno sejo v občini Radovljica. Kako poteka? Ja, seja poteka v redu. Kot najstarejši svetnik imam to čast, da sem predsedujoči konstitutivni seji. Tako da imamo protokol, ki je predpisan zakonsko oziroma po našem poslovniku, tako da gremo potem v protokolu. Zdaj bomo pač potrdili mandate svetnikom, potem županov in potem še komisijo za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja in seveda potem pride še prijetno druženje ob začetku novega mandata. Koliko svetnikov je bilo potrjenih na teh lokalnih volitvah? Mi imamo 26 svetnikov v našem občinskem svetu. Verjetno bodo vsi potrjeni, se jaz pričakujem, kajti zaenkrat ni bilo nobenih težav strani, poročano nobenih težav strani občinske volilne komisije. Tako da bomo nadaljevali oziroma začeli januarja za delo. So tudi lokalne volitve potekale tako, kot je treba? Tako je. Potekale so tako, kot je treba. Bilo je sicer nekaj ugovorov, ampak so vse te ugovore je občinska volilna komisija pregledala in dala pač strokovne utemeljitve, kako in kaj glede na zakonsko regulativo situacija teče. Možnost ima Nevenka Kolman iz krajevne skupnosti, da se ponovno pritoži po današnji konstitutivni seji 15 dni? Da, ampak po konstitutivni seji sveta KS-a oziroma krajevne skupnosti. Danes imamo na programu oziroma na dnevnem redu mandate občinskih svetnikov in župana. Koliko let ste že občinska svetnica v občini Radovljica? Ja, to je zdaj pa bo že moj 3. mandat, se pravi 2 mandata sem že opravila kot občinska svetnica in zdaj je to moj 3. in verjamem, da tudi zadnji. Vi ste na listi Cirila Globočnika, koliko vas je vseh skupaj? Ja, na letošnjih lokalnih volitvah je naša lista prejela 7 mandatov, 7 glasov, se pravi zastopana s listo Cirila Globočnika 7 občinskih svetnic in svetnikov. Zakaj se boste prizadevala v tem mandatu? Ja, pravzaprav je delovati lokalno tudi ena velika odgovornost. Moja profesionalna pot je, po izobrazbi sem diplomirana medicinska sestra, je področje zdravstva, zdravje za vse. Pravzaprav bodo to tisti izzivi, ki nas v tem trenutku vse najbolj dotikajo, zlasti v tem post-covidnem času in zagotovo bo vsa moja prizadevanja usmerjena v blaginjo zdravja in življenja za vse občane in občanke. Uspešno tudi v tem mandatu. Hvala lepa. Vi ste tudi ponovno občinska svetnica, kje ste bili izvoljeni? Lista za šport in prostovoljstvo. Imate rada šport? Ja, del našega življenja, verjeten vseh na naši listi. Torej se boste v tem mandatu zanimali za šport, za športne panoge? V prvi vrsti za šport in za vse, kar vpliva na življenje naših mladih, naših članov, njihovih staršev. Kolikokrat ste bila že občinska svetnica v občini Radovljica? Danes se je začel moj 3. mandat v občinskem svetu. Kako ga ocenjujete? Delo občinskega sveta ocenjujem kot zelo konstruktivno. Mislim, da smo res učinkoviti in da delamo dobro občanom. Za katero področje se boste zanimali v tem mandatu? Za vsa, posebej pa za šolstvo in otroško varstvo, pa tudi za šport. Kolikokrat ste bil že občinski svetnik in ponovno ste v občinskem svetu občine Radovljica? Ja, občinski svetnik sem od leta 2006, se pravi, da sem tokrat kandidiral v 5. mandat. Kaj vam to pravzaprav pomeni? Kakšni so občutki ponovno sesti v te klopi? Občutki so v redu, glede na to, da sistem poznam, občino tudi. Vesel sem, da kandidiram na listi, da nisem kandidat kakšne politične stranke oziroma da ne rabim izkaznice, da lahko delam v svoji občini. Saj sem izvoljen na svoji listi za šport in prostovoljstvo
Naš namen in cilj je seveda kot vedno doslej zagotoviti občanom čim boljšo športno infrastrukturo, zagotoviti boljše pogoje za delo prostovoljcev. Zato smo tudi na listi imeli zelo v redu ljudi, ki so dobili potrditev v občini, dobili smo 2 mandata, skoraj 3. Pomeni tudi vsake volitve dobimo večji odstotek, tokrat smo dobili preko 9%. In kot sem omenil, se bomo pač borili za boljše pogoje za društva, prostovoljstvo in šport. Vi ste bili izvoljeni v občinski svet občine Radovljica, je pa to vaš prvi mandat? Ja, res se, odzval sem se vabilu oziroma odzval sem se izzivu, kako postoriti kaj dobrega za svoj kraj in se pač preizkusil na volitvah, tako da z novimi močmi in pa z veliko pač navdiha pač prihajam na to prvo sejo občinskega sveta. Kakšni so vaši predlogi za občinski svet v tem mandatu, za katero področje se boste zanimali ali boste podpirali vse tisto, kar je dobro? Ja, seveda. V prvi vrsti bom razmišljal relativno samostojno, predvsem kaj je dobro za občane, seveda pa moram kot novi član občinskega sveta najprej malo poslušati, se učiti tudi od starejših kolegov in pa potem izdelati predloge, da bodo v čim boljši meri lahko tudi sprejeti. Hvala za pogovor in uspešno v mandatu. Hvala tudi vam.